vse tiste, ki me ne poznate, moje ime je Jana in vas pozdravljam tukaj v našem mehiškem kotičku, kamor občasno potujemo, vas popeljem s sabo v kakšen zanimiv kraj ali pa povem kaj zanimivega o tipičnih mehiških jedeh, običajih. No, tokrat vam bom pa povedala zgodbo moje tejuane. Tejuana, to je tale obleka. Obleka, to je v bistvu oblačilo, sestavljeno iz dveh delov, in sicer je zgornji del in krilo. No, tale obleka je iz Oaxake, je izmed mehiških državic, ki je na jugu Mehike. In sicer tam jo izdelujejo najbolj v 3 vasicah. Diego, ¿me ayudas por favor con los polvitos? Sí, los pueblitos son de Juchitán de Zaragoza, Matías Romero y Santo Domingo Tehuantepec. Tam izdelujejo tejuane. In to so tam v teh vasicah ali pa v tem okolišu, Istla se reče, je matriarhat še vedno. Se pravi, da tam ženske nosijo hlače oziroma tejuane. No, saj jaz mislim, da je to po celem svetu, ampak samo, da se ne ve tako zelo najavno. In te obleke tudi predstavljajo ker so take čudovite, lepe, vzbujajo pozornost, tudi predstavlja pač, kako zelo pomembne in močne so ženske tam. In obstajajo tejuane za pač posebne priložnosti, za razne verska praznovanja ali pa kakšne druge pomembne datume. In potem obstajajo tudi tejuane za vsakdanjo rabo. In so iz žameta, to je žamet, in v žametu so naštikane, izvezeni okraski, rožice in na koncu je čipka, iz tega je narejena. In te rožice so lahko izvezene ročno ali pa strojno, moje so izvezene ročno. Potem pač poleg tega oblačila so pa še tipični nakit, in sicer je zapestnica, verižica in uhančki. In vsi ti kosi nakita so veliki, ker prav tako predstavlja, kakšno moč imajo ženske v tem delu pač Mehike. In so tudi veliki in zlati, zaradi tega, da so pač bolj kričeči in da se poudarja jasno nekakšna je funkcija žensk tam. No, slavo tejuane v svet je pa ponesla Frida Kahlo. Zagotovo, ne vem, verjetno jo poznate, zelo slavna mehiška slikarka, ki je bila tudi izjemno močna ženska, ker je imela kar zelo težko življenje, ampak se je vedno pobrala in je bila zmagovalka. Je šla naprej pač v življenju. No, v eni svojih del je narisala tejuano in pa mehiška igralka Marija Felix, ki je bila zelo slavna v obdobju zlatega filma, mehiškega filma. In je skupaj s Pedrom Infantejem, ki je bil tudi pevec, je igrala v filmu el título de la película? Tizoc. Ona je tudi v tem filmu nosila tejuano in ker je bila tako oboževana in tako slavna, je jasno, da je imela tudi vpliv na cel svet. Dan današnji se pa veliko modnih kreatorjev se tudi inspirira, se pač dobi navdih v teh mehiških tejuanah in pač porablja pač za svoje kreacije. Meni se zdi ta obleka čudovita, izjemna, res je strašansko draga. In da ne boste mislili, da se šopiram, zato ker je moja obleka, ne, ampak je strašansko draga, ker je pač to veliko truda vloženega, to še in še ur ročnega dela. Jaz imam tudi svojo osebno zgodbo s to obleko. Enkrat me je Diego povabil, sva šla po Božiču, me je povabil, če greva v Oaxako. In jaz sem v Božiču v Querétaru sem zmrzovala, sem imela debelo bundo, debele jopice, hlače, žage. Potem sva prišla v Oaxako, naslednji dan zjutraj sem se zbudila in je bilo vroče za kratke hlače in za majico. In jaz sem ljubiteljca vročine, to je bila ljubezen na prvi pogled v Oaxaki. Potem sem vsega skupaj še 5-krat obiskala in vsakič sem kaj novega odkrila in resnično obožujem Oaxako, če imate možnost, morate potovati tja. In med drugim sem imela tudi eno noro idejo, ko me je zaprosil, da bi se jaz poročila v Oaxaki. Potem sem imela še eno bolj noro idejo, da bi se jaz poročila v tej obleki v Oaxaki. No, jasno sem imela najprej belo obleko, kot jo imajo neveste ali pa večina nevest. Potem po polnoči sem se pa preoblekla v to. In ko sva šla v Oaxako prvič pogledati, pač organizirati za poroko, sva gledala, kakšna je cena teh oblek in to so, ne vem, 1000 evrov in naprej. Midva sva že tako za poroko, sva pač porabila, ker pač povabiš ljudi, najameš vrt, potem sva šla na poročno potovanje, bilo že itak veliko stroškov.
tako da sem jaz mislila, da ne bo nič s to mojo željo. Potem sva šla pa po eni tržnici pač teh domačih obrtnikov, umetnikov in sva našla tudi tole teovano, ki je vesela pač na eni stojnici. In je bila ena gospa in rekla, sva jo vprašala, koliko stane, je rekla, veste kaj, meni je pa nekdo to naročil, to obleko in jo nikoli niso prišli iskat. In če vam je prav, vam jo dam res po ugodni ceni. In jaz sem jo pomerila in mi ni bila prav, je bila prekratka. Sem rekla, ja, veste kaj, na žalost je prekratko. Rekla, ne, nič hudega. Je rekla, lejte, bom mislila čipka od spodaj bom odstranila, pa bom dala daljše, ker originalno je bila takole čipka. Ampak jaz sem pač Slovenske gore dekle, sem 1,82 m velika in mi je bilo prekratko, tako da mi je potem gospa čipko zamenjala in mi je bila prav in mi je res po taki precej nizki ceni prodala v primerjavi za začetno ceno, tako da sem se razbrala. Ja, poročila sem se v Tajvanu, se mi je izpolnila moja želja, tako da imam tudi svojo osebno zgodbo s tole obleko. Dan današnji se pravim, gospe v Oaxaki še vedno nosijo te obleke in to je zelo ponosno, ker je del njihove tradicije, kulturne dediščine in pa tudi predstavlja njihovo moč. Povrh vsega pa pač v vseh teh folklornih plesih, tipičnih mehiških, kar je z Oaxake, jih boste tudi lahko veliko videli, da take obleke uporabljajo. Konec julija je pa v Oaxaki en festival, ki se imenuje Guelaguetza, tam tudi gospe iz teh vasi uporabljajo prav to obleko, da plešejo. Jaz upam, da se vam je zdel zanimiv video na to temo, upam, da ste se kaj novega naučili v Mehiki, da vas bo zamikal lepega dne pripotovati semle čez Lužico. Če še niste člani moje družinice, aktivirajte zvonček spodaj, da boste dobili brezplačno obvestilo vsakič, ko naložimo kakšno novo vsebino, ali pa lahko na koncu videa kliknete na kremšnito. Upam, da boste spodaj kaj komentirali, povejte vam, če vam je všeč ta narodna noša, ali pa če imate kakšno posebno željo, kaj bi želeli, da postanemo naslednjem videu. Se vidimo tukaj naslednjič. Adijo!